Dobrodošli v novi oddaji Billy's Voice podcast. Dobro večer vsem skupaj. Zbrali smo se na 5. Billy's Voice podcastu. Danes smo 7. septembra 2022 in pogovarjali se bomo o vzgoji in izobraževanju v letošnjem šolskem letu po že preklicani epidemiji, ki se v državi obnaša kot da ni preklicana. Današnji gosti so babica, mamica, vzgojiteljica, oče 2 šoloobveznih otrok, in sicer srednje in osnovne šole, in moderator Mihael Belis, z vami, ki bom ta podcast tudi vodil. Glede na to, da je 1. september mimo, da so otroci vpisani in da je država izdala tako imenovani odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2, je izdala odlok za bolezen, za katero vemo, da ni nalezljiva in da ni dokaza, da bi virus obstajal. Ob tem obstaja tudi dokument iz Ministrstva za zdravje, ki smo ga tudi v društvu Belis za srečno življenje imeli, ga imamo tudi v arhivu, pa kljub temu je država izdala odlok. In sicer jaz bom kar takole prebral, zdaj vam tukaj. S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja okužb, piše, z nalezljivo boleznijo COVID-19 kot začasni ukrep določa prostovoljna uporaba hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2. V nadaljnjem besedilu test HAG za samotestiranje. In nadaljuje v 2. točki. Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranja opravi v domačem okolju. Naslednje točke, če nam bo čas dopuščal, bomo šli lepo sproti, vendar vas kot goste tukaj sprašujem sledeče. Ali imate doma registrirano dejavnost za opravljanje medicinskega testiranja oziroma medicinske dejavnosti? Pa bi tebe vprašal, vzgojiteljica? Ne, nimamo. Babica? Nikar. Ati? Tudi ne. Mami? Absolutno ne. Se pravi, nihče od vas pravzaprav nima registrirane dejavnosti na domu, niti v službi ali kjerkoli drugje, po zakonu, kar se mora biti, registrirana medicinska dejavnost. Se pravi, po kazenskem zakoniku, torej, če se kdorkoli doma testira, je v kazenskem postopku, zato ker opravlja nedovoljeno dejavnost medicinske stroke. Naj si gre to za hitri antigenski test, naj si gre to za medicinske pripomočke, kjer piše, da morajo biti strokovno usposobljeni za to delavci. Prav, no, to me je zanimalo, se pravi nihče. Druga stvar, ki pa je testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju, za katerega smo ugotovili, da nimamo. Ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za otroke in mladostnikov, ustanovljene za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter v domačem okolju učenci, ki so vključeni v 3. do 6. stopnjo posameznega programa, razen če iz objektivnih razlogov to. Kako si ti razumela to? Je zapleteno, ne? Formulacija, ki jo moraš 10-krat prebrati, da razumeš 2 besedi? Jaz se iz tega čisto ne znam, če sem iskrena. Se pravi, odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje. Torej, gre za ukrep medicinski, gre za prostovoljno uporabo in to hitrega testa za samotestiranje. Prvič, to pomeni, da gre za ukrep, da gre za prostovoljno in gre za samotestiranje. Človek sam v to privoli. In zdaj govori v domačem okolju ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki. A lahko ti kaj povete? Tukaj je poudarek na prostovoljnosti, kar pomeni, da smo sami odgovorni za posledice teh testiranj. Kot vemo, so testi škodljivi, karcinogeni, in po odstavi 17. in 18. člen ne smejo se delati nobeni testi, nobeni poizkusi, nobeno človeško mučenje, nobene raziskave, ki bi kakorkoli škodovale ljudem, otrokom, razen če sami privolimo. Gre za samotestiranje, gre za prostovoljno testiranje. In glede na to, da je to samotestiranje prostovoljno, absolutno moramo vsi reči ne. Ker ni niti zakonito, niti ni zdravo, niti ni potrebno in je popolnoma nesmiselno.
To je moje mišljenje. Hvala lepa. Babica, kaj bi ti povedala v zvezi s tem, kar sem zdaj jaz tlele vprašal? Da je to popolnoma irelevantno, kar se tu glede tega testiranja. Jaz nisem nobeno prostovoljno podpisala, da se bom testirala. Vem, da sem bila na operaciji v bolnici, ko sem morala podpisati, da na lastno odgovornost dovolim, da me operirajo. In to sem podpisala, ker sem imela tako zadevo, da ne bi mogla preživeti, če me ne bi operirali. Ampak tole, tukaj, to se mi zdi pa, ne vem, odkot so to mačka na repu prinesla, ne vem. Oče, kaj bi ti povedal, oče 2 otrok, v zvezi s tem, kar smo slišali? Jaz sem mnenja, da pač enostavno, če je nekaj prostovoljno, potem pač je na tebi, da se odločiš, ali boš to delo ali ne. Ja, se strenjam, Če imaš ampak to je informacije- odlok, ki sili v prostovoljno, zaradi tega, Ja. ker ti pravzaprav imaš onemogočeno participacijo v vzgojno-izobraževalni ustanovi, recimo vrtec, osnovna šola, srednja šola ali druge, recimo študentje, in to širijo tudi na delovne organizacije, kakor sem prebral, da je treba imeti ta test opravljen, in sicer prostovoljno, pomeni, da si sam pristal na to, sicer ne moreš v službo. Zdaj, kako je s to pod prisilo? Recimo ti kot oče, ko otrok ne more v šolo zaradi tega, kako se sploh ti počutiš in kako se otrok počuti, kakšne so reference? V bistvu jim je preprečena, če bojo to spoštovali, kakorkoli šolanja, ne, se pravi, Gre za neko vrsto prisile. ja, namiguje se že na to, ne. Kaj pa ti praviš, vzgojiteljca in Ja. mama? Jaz glede na to, da moji pač ne hodijo v šolo, ker se šolajo na domu, pač se me to, bom rekla, čisto na osebnem nivoju ne tiče. A ne? Ker tudi če bi se me, pa absolutno, če je nekaj prostovoljno, je nekaj prostovoljno. To se pravi, tako kot je že sogovornica prej rekla, jaz nisem nikjer podpisala, nič sem se strinjala s tem. Ja, je pa absolutno to, a ne, to se pravi, če ti se ne strinjaš, oziroma če ti tega ne narediš, ti je pol onemogočen dostop, oziroma ti je otroku onemogočeno pol izobraževanje, kar ima pa po ustavi pravico otrok. Torej, Gre za kršitev nedotakljivosti tako. človekovega življenja. V človekovo življenje je nedotakljivo in tukaj se dotikajo ne samo človekovega življenja, ampak življenja otroka, življenja dijaka, življenja mladostnika, življenja delavca, pravzaprav vsakega od nas. Nedotakljivost človekovega življenja je osnova in hkrati prepoved mučenja. Mislim, da v podtonu gre za psihološki mobbing, gre za državni mobbing nad državljani v medicinskem smislu. Verjetno poznate, kaj pomeni beseda mobbing. Beseda mobbing je zanimiva zadeva. Jaz bi mogoče tukaj prebral. Pojem mobbing v smislu dogovora označuje premišljeno in ponavljajoče se konfliktno komuniciranje oziroma šikanozno ali drugo neprimerno, neprijazno, omalovažujoče in podobno ravnanje v odnosih med ljudmi, med podrejenimi, med nadrejenimi, delavci, učenci, šolniki, ki pomeni izvajanje nasilja na delovnem mestu, v zavodih z namenom psihičnega, čustvenega, socialnega, informacijskega in poslovnega onemogočanja žrtev, pri čemer so žrtve dalj časa, vsaj enkrat na teden v obdobju 6 mesecev, tukaj v tem primeru našemu vsak dan, izpostavljena sistematičnim napadom ene ali več oseb, kar ogroža njihovo zdravje, duševno, psihično, fizično, kot varnost pri delu. Testiranje ima vse značilnosti državnega mobinga nad državljani, nad prebivalci. Če vzamemo v bistvu lokalno skupnost in občino, ki zapoveduje to zadevo na lokalni skupnosti oziroma na lokalni ravni, kar pomeni v službah, zdravstvenih zavodih, šolah, vrtcih, vse, kar občina skrbi. In država to zapoveduje z odlokom. Je uradno prečiščeno besedilo Zakona o nalezljivih boleznih in pri tem odloku je zanimivo, da se sklicuje, zdaj vam bom takole povedal, na 31. člen, ki obravnava obvezno zdravstveno-higienski pregled s svetovanjem. To se pravi, Zakon o nalezljivih boleznih, odlok se sklicuje na 31. člen, pa bomo videli v povezavi s 4. členom, kaj pravi. Zdravstveno-higienski pregledi s svetovanjem zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede objektov in prostorov, predmetov in oseb, svetovanje vključno z odvzemom, bodite pozorni, z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko preiskavo.
To zapoveduje 31. člen, če ravno odlok šele napeljuje na to na samo testiranje, ki dejansko še ni odvzem, ampak v primeru, da si pozitiven, moraš k zdravniku in tam ti odvzame materinu. In pravi, pregledi iz tega odstavka so obvezni za osebe, ki upravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja. Se pravi v vseh vzgojno-varstvenih ustanovah. Ja? Mogoče bi tukaj samo še nakazal osebe, ki upravljajo dejavnost higienske nege in rekreacije prebivalstva, pravi za vse športne, osebe, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo, zdravili, vse trgovine, skratka vse. In pa delodajalci morajo omogočiti preglede iz tega odstavka v delovnih prostorih in v času, ki poteka delovni proces. V zvezi s 4. členom ZNB je ta odlok napisan: vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi bolezni, se pravi zaradi pravice do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolečničnimi okužbami ter dolžnosti varovati svoje zdravje in zdravje drugimi boleznimi. Se pravi, da država za nas zelo lepo skrbi. Oni so, se pravi, mi, vsakdo ima pravico, jaz imam pravico, da sem zdrav, ampak tako kot mi država naredi. Sprašujem se, glede na to, da 7. odstavek 5. člena zakona o pacientu navaja: vsakdo se odloča za svoje zdravje sam. Ena izmed pravic je tudi, da že ko sprejmeš in podpišeš poseg v človekovo telo, namreč palčka je poseg v človekovo telo, ga lahko prekličeš. Kako vi gledate zdaj kot starši, pa če vsak en stavek pove, glede na to, da se včasih odločiš in si premisliš in da je to odlok o samotestiranju, svobodnem in naprej, kako razumete v zvezi s tem mobikom, prisiljevanjem, kako gledate na to in kako se otroci na to navajajo? In ali naj to postane zdaj nova realnost, ali bomo to realnost dali nazaj v staro zakonodajo, ker tukaj gre za konkurenčno pravo. Eno gre za prisilno pravo, ki je pravo, drugo je pa pravo, ki je... Prosim za vaša mnenja. Je pretežko vprašanje, je zapleteno, ne? Je zapleteno. Zapleteno je napisano vse skupaj, ampak jaz bom tako rekla, za sebe vem, da je to vse skupaj ena besedna manipulacija in bi rekla dimna zavesa in tako naprej in nima nobene veze z naravnimi zakoni in matematično logiko. Ampak je to zame poskus abnormalnosti proglasiti, da je to normalno. Irena, hvala za mnenje. Ja, jaz osebno sem 100%, da gre tukaj za poslabševanje zdravja, za genocid, namerni, preračunljiv, sistematičen, dolgoročen genocid nad ljudmi. Tukaj je resnično nerazumljivo, zakaj bi država na en način skrbela za zdravje svojih državljanov, po drugi strani pa na en prefinjen način jih prisiljuje v samo testiranje, v cepljenje, ker je že dokazano, da je vse to škodljivo, veliko bolj kot pa sama mogoče kratkotrajna bolezen, ki je posledica mogoče enega stresa, mogoče enih temperaturnih sprememb, ki se pač dogajajo in jeseni in pomladi že stoletja in smo jih do zdaj uspešno zdravili z počitkom, s čajčki, z mirovanjem, z ljubeznijo. Tako da mislim, da gre tukaj za depopulizacijo zemljanov, zelo prikrito, zelo prefinjeno. Killing me softly mi prihaja na misel zdaj. No, bi še ti kaj dodala, ja? Jaz mogoče, meni je tako, se spomnim pri svojih otrocih, že ko si ga ti v bistvu pelal, ko je bil res kaj bolj bolan, ko si ga pelal v laboratoriju, je že bila težava, ne vem, pri odvzemu krvi, ta strah in tako. In mislim, iz tega konteksta, kako se otroci počutijo, ob tem verjamem, da nobenemu ni fajn, ampak tako, kaj prej sogovornica rekla, da je to taka manipulacija, da so enostavno otroci, mislim, to se sploh ne da obesediti, no, to je zločin, to je, ja. Se strinjam, absolutno se strinjam s tem. Ja, ne vem, kaj se bo res zgodilo, če bo bil otrok napoten na samotestiranje, pa ne bo mogoče v šolo prišel s tem testom.
kaj bojo potem naredili. Ne? Jaz bi mogoče tukaj dodal eno zanimivo zadevo. Za vse, ki nas bodo poslušate, bi povedal, da se odlok sklicuje na tako imenovani 31. člen v povezavi s 4. členom zakona o nalezljivih boleznih. Vendar preskakovanje teh členov in jemanje iz konteksta zakon o nalezljivih boleznih je popolnoma nesmiselno, ker je to zakon, ki se uporablja samo v času razglašene epidemije. Kolikor sem seznanjen in kolikor sem prebiral uradni list, nikjer nisem zasledil v času pred 1. septembrom ali sedaj po 1. septembru, v času, ko se otroci morajo obvezno v šolo, razglas epidemije. Nisem tega zasledil. Namreč 5. člen pravi takole, 5. člen zakona o nalezljivih boleznih. Naloge Republike Slovenije na področju varstva pred nalezljivimi boleznimi izvajajo Ministrstvo pristojno za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo v skladu z zakonom o zdravstveni. V skladu z zakonom. Mi pa tukaj imamo danes odlok. To je 5. člen. In hkrati piše, v primeru nevarnih in drugih nesreč ter vojn pa tudi organi enote zaščito in reševanje pomoč v skladu s posebnim zakonom. Se pravi z zakonom in v skladu razglašene epidemije, naravne nesreče, če bi to res bilo tako hudo, v skladu s posebnim zakonom tudi organi enote za zaščito in reševanje. V nadaljevanju, jaz bi samo tukaj povedal, da me je zabodlo v oči, da Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije ne obstaja. Zdaj govorimo o NIJZ-ju, ki v zakonu sploh ni naveden. Torej, zakon o nalezljivih boleznih, NIJZ, ki daje navodila, po katerih se moramo ravnati, v zakonu o nalezljivih boleznih ne obstaja. Tukaj piše Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, ki ga že 12 let, 10 ali 12 let ga ni, ne obstaja. In zakaj, če se sklicujejo na zakon, te stvari ne uredi država? Tako, toliko, da vam bo to jasna prva stvar. Druga stvar pa je tako. 5. člen govori v 4. odstavku, programe iz prejšnjega odstavka določi minister pristojen za zdravje za posamezno leto ali še obdobje. Okay? To je 4. odstavek. Lahko to naredi samo v primeru, da epidemijo v 7. členu, 4. odstavek, epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo in groženo območje razglasi oziroma določi minister pristojen za zdravje. Glede na to, da so vse slovenske šole dobile, če se prav ne motim, kako so že dobile v srednje in v osnovne šole, so dobile dopis ravnateljev, drži, na podlagi tega, kar je ministrstvo poslalo eno okrožnico. Ampak brez tega, da je razglašena epidemija, kolikor mi je znano. Okay. Zdaj pa, kadar je okuženo ali ogroženo območje celotne območje Republike Slovenije, epidemijo razglasi vlada Republike Slovenije. Temu smo bili priča v prvem delu. Se pravi, če gremo v prvi del filma, pa v drugi del filma. Prvi del filma se je nekako odvrtel, a ne tako, da so 14. marca 2020 je vlada razglasila epidemijo in takrat so začeli ukrepi, zapiranje, lockdowni, distance, maske, da ne je to vse pase. A hkrati so potem zelo hitro epidemijo razklicali, ki je trajala še 2 leti nerazglašena in so uvajali neko novo stanje brez razklica. In to se sedaj nadaljuje, kot da je to normalno, pa ni. Ne? Se pravi, minister ni razglasil, kot piše v 4. odstavku, razglasil epidemije, ni v skladu z zakonom področje varstva pred nalezljivimi boleznimi, ki bi to izvajala ena inštitucija, ki je po zakonu določena, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ne obstaja, okay? In nima tle kaj reči, ker ga ni. NIJZ v zakonu ni določen, se pravi, sploh nima zakonske podlage. Kar se tiče pa zdaj tega odloka, ki je podlaga Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za zdravje, ker sodelujejo, da pišejo na šole. Čakajte, jaz imam tukaj, mislim, da celo eno tako iz srednje šole, pa eno iz osnovne šole. Ste tukaj lahko pritrdili ali ne. Obvestilo staršem o preventivnem ravnanju učencev in dijakov za varno šolo. Jaz sem namreč to bral in navodila za šolo so danes tako narejena, da je v bistvu 2 strani o epidemiji, pa 2 stavka o vzgoji, pa še vzgoja pod pogojem, da naš test. In sicer,
V 2 letih zaradi posledic epidemije smo začeli varno in brezskrbno za zagotavljanje varnega okolja, higienske ukrepe in druga priporočila. In potem po točko 1 ostani doma, le zdravi učenci lahko obiskujejo in dijaki šolo, samo testiranje v domačem okolju, o tem smo prej rekli, da smo zdravstvena dovoljenja za to upravljanje. Ministrstvo za zdravje je vsem učencem in dijakom zagotovilo brezplačne teste za samo testiranje za SARS-CoV. Vprašam vas, moje vprašanje je zdaj glede na povedano, ali lahko Ministrstvo za zdravje posega na področje za Ministrstvo za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo potem takem, če ni razglašena epidemija, to poseganje v pristojnost Ministrstva za šolstvo, ki je odgovorno za izobraževanje in šolstvo, upošteva potem ta navodila, ki jih je Ministrstvo za zdravje dalo Ministrstvo za šolstvo in gre potem, se pravi, navodilo. Kako vi razumete to? Namreč po zakonu o splošnem upravnem postopku ministrstva ne smejo posegati v zakonodajni prostor drugega ministrstva. Čist vaše laično mnenje, to je tako podobno, kot če bi jaz prišel, recimo, oče, ti imaš otroka, imaš družino in jaz bi prišel in bi začel tvojo družino komandirati. Zdaj pa v tem smislu, kako razumete to? Čist človeško, enostavno, vsak svoje mnenje stavek. Ja, tako kot si pojasnil, je zadeva spet, bom rekel, zelo podobna, kot je bila v preteklosti, pred pol leta, ko so vladali z odloki, ki so bili na koncu vsi nezakoniti in neskladni z ustavo. Zdaj je spet podobna zadeva. Se pravi, odlok je napisan, ki se sklicuje na nek zakon, epidemija ni razglašena, oni pa hočejo z odlokom spet šteleti, kako bojo otroke sprejemali ali pa ne sprejemali v šolo. Tako da meni se zdi to zelo podobna zadeva, kot smo imeli v prejšnji vladi, čeprav pravijo, da bojo oni to zadevo drugače prejeli. Mislim, moje mnenje zdaj, ko sem te poslušal, je, da je to ena tiha zadeva, ki ni tako glasna, kot je bila v prvem delu filma. V tem drugem delu filma je vse tako potiham, podtalno. Mi se ukvarjamo zdaj s predsedniškimi volitvami, z županskimi volitvami, z državnozborskimi volitvami, z ne vem čem smo se z vlado ukvarjali, vse. V ozadju se je pa to vse pripravljalo in zdaj ne daje v bistvu televizija, vlada in jaz tega nikjer nisem slišal, če sam ne bi teh stvari zdaj raziskoval in dobil takole, fizično od ljudi, ki ste vpeti v vsakdanje življenje na različnih koncih. To je kot sistem divide et impera. V službi dobi svoje, ena fe svoje, politika svoje, šolstvo svoje, zdravstvo, vem, kaj se v zdravstvu zdaj tudi dogaja, kakšne so. In tle je en odlok, na katerega se potem od spodaj gor sklicujejo, vlada dela pa pač svoje tekoče posle. V prejšnji režimu je vlada dala in smo se vsi na vlado usmerili, češ, Janša je kriv, vlada je kriva, ampak smo tam gor pisali, vsi smo pisali vlado v državni zbor. Komu lahko zdaj pišemo? Komu se lahko zdaj pritožimo in koga lahko obvestimo, da je odlok ne samo nezakonit, ampak tudi neustaven, kajti že ustavno sodišče, če govorimo zdaj o maskah in o medicinskem razkužilu za roke, neustavno. To se pravi, gre za ustavno odločbo, o kateri se sploh ni govorilo v javnosti, UI 132/21 z dne 2.6.22. Namreč ustavno sodišče je odločalo o ustavnosti in zakonitosti 3 vladnih odlokov, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske, razkuževanje rok in podobno. In je ugotovilo, da obvezna rabe zaščitne maske in obvezno razkuževanje rok uvedla brez zakonske podlage. Zato so bile izpodbijane odločbe odlogov v neskladju z drugim odstavkom 120. člena ustave. Ker so izpodbijani odloki prenehali veljati, jih ustavno sodišče ni moglo več razveljaviti, temveč je le ugotovilo njihovo neskladje z ustavo in odločilo, da ima ta učinek razveljavitve. Ja, sam tukaj, če dovoliš, Mihael, se govori o zaščitnih maskah in obveznih razkužilih, ne pa o samotestiranju. Zdaj so triki pot najdel, vse ni nič v redu, vse super, ampak samotestiranje pa ja, a ne? Ker to pa še ni razveljavljeno samotestiranje, če si tukaj, kar si zdaj prebral nam, se govori, da ni bilo zakonita uporaba zaščitnih mask in pa razkužila. O samotestiranju še ni bilo govora na sodišču. In očitno bomo mogli zdaj še to sprožiti, da je samotestiranje še stokrat bolj škodljivo, ker posega v telo, ker maska je na telesu.
razkužilo je tudi na telesu. Testi, palčke so pa direktno v možgane in grejo strupi v možgane, v sluznico, preko sluznico krvijo in je to stokrat bolj škodljivo kot te maske in kot so ta razkužila. Zato je absolutno zdaj potrebno, več kot nujno, odločni ne samotestiranju. In vsem tistim biznismenom, ki želijo ogromno zaslužiti, če pomislimo, da je vsak otrok upravičen do 10 testov na mesec brezplačnih, koliko strupa bojo ti otroci sprejemali v svojo sluznico? Vprašajmo se. To je zelo podtalna krinka za našo. Vemo, da so na palčkah pač etiloksid, s katerim je pač naj bi bilo to razkužena zadeva, se pravi kot razkužilo, ampak kaj je pa dejanski namen tega, bomo pa mogoče šele čez leta zvedeli. Tako da jaz že mislim, če se bi hotel kdo testirati, ne se pač usekne v papir in ne s palčko popraska po papirju. In bo glitko pokazala, ali je zadeva pozitivna ali negativna, ampak vemo pa, da so testi itak naviti na 40 in več ciklov, kar bo zelo veliki verjetnosti pokazal pozitiven rezultat, tudi za navaden prehlad. Torej, upirati se na te teste, ki dejansko kažejo na to, da se jih ne moramo vzeti kot zanesljive, nima smisla. Protizakoniti so, protiustavni. 18. člen ustave točno govori, da vsakršenkoli poseg v telo je neustaven. In ljudje moramo sami reči ne. In starši morajo reči ne, učitelji morajo reči ne, vsi ljudje morajo reči ne. In če bomo vsi rekli ne, potem smo zmagali. Ja, se strinjam. Se strinjam s tem, kar je bilo rečeno. Jaz imam pa občutek ob vseh teh miškulancah in uvijanju in prepričevanju, da kura ni kokoš. Mislim, moja inteligenco to žali, a ne? In se sploh ne bom poglabljala v te neumnosti zaradi tega, ker to je res, a ne, to je tako, kot da bi bila kozlovska sodba v Višnji gori, jaz se počutim kot da berem knjigo Butalci in se pri tem lahko samo smejim in enostavno ne bom temu sledila, in ker to so take neumnosti, a ne, da mi rečejo, da če bom v vodo skočila, da bom suha ven prišla, da res, no, to je res žaljenje, še mačka ve, da so to neumnosti, tako da se mi zdi škoda okrog tega se sploh pogovarjati, no, ker to so, ne vem, to je hujškotira ali pa neka neumnost, no. Tako da jaz kot babica vem, da do svojih vnukov jim svojim primerom pokažem, kako, kaj je za verjeti in kaj ne, niti jih ne predičujem besed. In te stvari enostavno jim lahko pokažem na svojem primeru, da ne sledim temu, ker je vse zavajanje, laž, dimna zavesa, lovljenje v kalnem, resmo temu kukrčmo, ampak ni. In se jaz resnično res s tem ne mislim ubadati, kot da je to nekaj resnega, ampak da mi nekdo piše pravljice, a ne, da ne bi v to verjela. Hvala. Ja, lahko se gremo, ne vem, igro, je pa miši. Ampak tukaj je sogovornica rekla, kdo pa želi v to igro vstopiti, pač je odgovornost na vsakem posamezniku. Mene pač prehladiti ne more nobena, ne. Mislim, da v teh 2 letih in pol, da tisti, ki bom rekla, imamo mečka, še zdrave kmečke pameti, da vemo, koliko je ura. Za vse ostale pa Bog pomagaj, kaj ne rečem. Jaz razumem današnjo tematiko vzgoje in izobraževanja, o kateri smo menili, da bo tekla beseda, sploh ne teče v vzgoji in izobraževanju, pač pa poteka beseda o tem, kako bi sploh lahko vstopili v vzgojo in izobraževanje, kajti tukaj je narejen en tak nesramen filter, ki to preprečuje. In ta 2 dopisa, ki sem jih imel pred seboj in jih še vedno imam v osnovni šoli, piše celo tako. Starše prosimo, dobro poslušajte,
Neverjetno, da svojega otroka pospremijo do vhoda v šolo in v šolo vstopajo le v nujnih primerih in v dogovoru z razrednikom. Pazi, to je javni prostor. Pravila javnega prostora poznamo, odprt za vse. Javni prostor pod enakimi pogoji uporablja družba in je družben prostor, je prostor za druženje, izobraževanje in je javen prostor. Ne more direktor šole prepovedati, kdo bo v javni prostor vstopil. Razumemo, da je urnik, razumemo, da je red. Vsak starš ve, da ne sme motiti v razredu pouka, učnega procesa. Ve se, da je v šoli red, v vrtcu red, v srednji šoli red. Pa vendar vstop v javni prostor po hodnikih in vstop v uradne prostore, direktorjev prostor, pisarniški prostor, psihološki prostor, ki je javen, ima vendar ob vsaki uri vsakdo čas, sej ima šola svoj delovni, uradni urnik, delovni čas. Zdaj, da pa je to prepovedano, zaradi tega, ker se govori o enem odloku, za katerega vemo, da je zdaj nezakonit. Namreč, kaj je zanimivo? Ustavno sodišče se sklicuje na 120. člen, drugi odstavek ustave. Da boste razumeli, na kaj se sklicuje. Drugi odstavek govori 120. člena o državni upravi. Državna uprava, to se pravi, gre za vlado in državno upravo, da boste vedeli, kam tam paše. Okay? Organizacija in delo uprave. Drugi odstavek pravi, upravni organi upravljajo svoje delo samostojno, v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Jaz tukaj ne vidim odloka. Ponavljam, upravni organi, to se pravi ministrstva, podorgani, vse to, kar spada pač v državno upravo, upravljajo svoje delo samostojno v okviru na podlagi ustave in zakonov. In zdaj tukaj pride en odlok, ki poseže kot deus ex machina, to je grški izraz za rešitev v neki nerešljivi situaciji in seveda imajo nerešljivo situacijo, ker so zakoni rešljivi, imaš čas, imaš kraj, imaš dogodek, tle pa nimaš ne časa, ne kraja, ne dogodka, ker virusa ni, bolanih ni, je treba pa jih ustvariti. In to je ta deus ex machina, ki je v obratnem pomenu tako grozen, ena slamnata podoba, en odlok, slamnata oseba, pri kateri se ne moreš boriti. Zakaj ne? Ker nima pameti, nima žil, ni živa oseba in se ne moreš pregovarjati s papirjem. In zato se na ta papir sklicuje. Tako da boste razumeli, kaj je to slamnata oseba pred vami. Vi se lahko samo s človekom pregovarjate. Ne morete se pa, ko se ta človek sklicuje in ti postavi blok z enim odlokom, in če ne veš, da je neustaven. In zakaj je neustaven? Zato, ker ta odlok ima ime odlok. Nima ime zakon, niti ustava. In zato je vse skupaj nično. Dragi ljudje Božji, ki nas danes poslušate, imamo izjemno zahtevno, izjemno težko temo, glede na to, da smo laiki. Mamice, babice, vzgojiteljica, oče, mamica in se moramo ukvarjati z državno upravo, s težkimi zakoni, ki so skriti z odločbo ustavnega sodišča, z vzgojo in izobraževanjem, do tam še prišli nismo. Ampak se trudimo priti do tja in iščemo pot, ne samo za nas, ki smo tu zbrani, ampak za vse vas, ki poslušate in upamo, da boste o tem razmišljali. Toliko o tem in glede na to, da je to tak slamnati stil, a ga še kje druge srečujete, ko vam rečejo, policija je rekla, sodišče je rekla, uprava je rekla, ravnatelj je rekel, šola je rekla, vrtec je rekel, in vi ostanete brez besed, ker proti tej masi se ne morete boriti. Zakaj se ne moramo boriti proti tem besedam? Imate idejo z besedo na dan, kakšne občutke dobite? Ja, jaz osebno sem zato, ker se ne zavedamo, kaj nam nudi ustava. Ker ne poznamo ustave. Koliko je ljudi, ki so ustavo prebrali, jo razumejo in jo imajo v torbici. Vem, da, hvala tebi, Mihajl, zaradi tvojega izjemnega požrtvovalnega dela v zadnjih 2 letih, je ogromno ljudi vse ozaveščenih in imajo ustavo v svojih torbicah. Včasih, če tako pogledamo, so imeli v svojih torbicah kaj drugega. Ne bom povedala kaj, ampak danes je pa ustava zelo pomembna, da jo poznamo. Ker nas ščiti, ker nas varuje, ker nam daje moč, ker nam daje razumevanje, da lahko rečemo ne, da se lahko sklicujemo na svoje človeške ustavne pravice. Tako, to je moja pravica, to je zakon. Noben odlok nima moči ustave, niti eden. Torej, če te smem prekiniti, jaz bi tukaj pogledal 153. člen ustave. 153. člen ustave, veste, govori o tem.
Ustavnost in zakonitost, to je 7. poglavje v ustavi, usklajenost pravnih aktov. Čist za informacijo, dragi poslušalci in dragi zbrani tukaj poštovani pri tej mizi, bi vam povedal, zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo. Dalje, drugi odstavek. Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih ratificiral Državni zbor, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti, pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Podzakonski predpisi, se pravi podzakonski predpisi so uredbe in odloki, in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in zakoni. Mi smo tukaj ugotovili, da ta odlok, ki je nov odlok nove vlade, za katero smo pričakovali, da bo delala z zakonom, dela protizakonito, uvaja stvari, ki niso pravno veljavne in krši ustavo. Krono zakona. Kako tem ljudem povedati, da morajo biti posamični akti in dejanja državnih organov, pa tudi organov lokalnih skupnosti. Župani bi mogli tukaj redno in se opreti temu in ziti prebivalstvo, ker to je skupnost in so nosilci javnih pooblastil in da morajo vsi ti akti in vsi ti papiri temeljiti na zakonu ali na zakonu. To je 153. člen ustave jasen in to, kar si zdaj ti povedala, da je protipravno, protizakonito, kot neka slamnata, kot nek strup, ki prihaja v nas. In če se bomo s tem strupom nezakonitim strinjali, s temi majhnimi stvarmi in se ne postavili zase, pogledali stvari take in jih preverili, predlagam, da preverite stvari, kar piše, ker tole, kar ti ravnatelji pišejo samo po nareku ministra. Ministrstvo je dobilo od vlade, vlada pošlje svojemu sektorju, in direktorji potem pošljejo učitelji, učencem in staršem in tako se napoji vsa država z eno nezakonitostjo in ker vsi tako delajo, misliš, da je zakonito, pa vendar ni. Dovolj je, pred časom je Viljana rekla, en človek, ki pove, kako stvar stoji pravilno in ljudje začutijo v duši in v srcu, da je pravilno in temu primerno. Če bi ti, sicer imaš otroke doma, ampak če bi tvoji otroci šli v šolo, in bi jih že imela upisane v šolo, si predstavljaš, ali pa ti. In zdaj so otroci upisani v šolo in ti izveš za to nepravilnost, ki je v šolo. Kakšen bi bil tvoja reakcija, tvoj potek, da bi jo zaščitil? Kaj lahko narediš kot posameznik? Mislim, jaz sem na te stvari, ki so bile v neskladju z zakonom in ustavo, opozarjal že v preteklosti. Mi je pa zelo pomagal, bom rekel, nek formular, ki ga je društvo naredilo, ki je pač enostavno vse te stvari pojasnil še bolj strokovno, kot bi lahko jaz sam to. Tako da tudi v bodoče bom to isto delal in mi bo pa zelo pomaga, če bomo slučajno mogoče v društvu dobili spet kakšen tak formular, na kateri bomo to lahko upozorili. Žalosten pa je, da dejansko sem zmeri dobil odgovor, odloki so veljavni, in smo čakali, dokler ni ustavno sodišče reklo, da niso veljavni. To seveda traja pol leta, medtem se pa te stvari izvaja. In se škoda dela. Tako da, predvsem na otrocih. Ne vem, kakšen bi bil, bom rekel, hitrejša rešitev, kot je bilo to, da se čaka na to ustavno sodišče, da bo kaj od sebe dala. Babica, kakšna bi bila glede na tvoje dolgoletne življenjske izkušnje morda rešitev, predlog za nas mlajše, nepoučene, ki smo vpeti vsakdanje življenje z drugimi skrbi, kako zaslužiti, kako skrbeti za otroke. Nimam babice, nimam detka, mora otroku. Kakšen bi bil, pa vendar čutiš, da je narobe, kaj bi takim staršem svetovala? Naj sledijo tisto ljubezen brezpogojno, ki jo imajo do svojih otrok in samo starš lahko začuti, kaj je za njihovega otroka dobro in kaj ne. In naj samo sledijo svoji intuiciji, ne glavi pa logiki, ki so nam jo zastrupili, ampak svojemu srcu in nič drugega. To je tista osnovna narava, žival v gozdu svojega mladiča zaščiti, ne glede na to, kaj si lovci mislijo, kjer ga bojo ustrelili ali pa. Hvala lepa za tvoje mnenje. Kaj bi ti dodala k temu? Vem, da je zate težko vprašanje, ker imaš otroke doma, ker jih šolaš na domu, ne od doma. Pa vendar. Mogoče bi se prej navezala še na tisto vprašanje,
Je en povzetek iz enega svetega spisa, kjer piše lepo, da Božji narod umira zaradi neznanja. In danes, ko tukaj debatiramo, je ravno to. Dokler pač mi ne bomo sami toliko odgovorni, tako kot je že sogovornica tudi ravno kar povedala, da tisto, kar čutimo, da tisto, kar da je to pravilno in da naredimo, in da mogoče tudi, ne vem, se poučimo, tudi če se nam, ne vem, če nas neke stvari ne zanimajo, ampak ker jaz vidim tukaj mogoče težavo v tem, da čisto na začetku, ko je bila razglašena epidemija, smo imeli, nas je bilo mogoče, ne vem, peščica, ko smo opozarjali na te zadeve, ko smo, ne, in vidim, da je danes, bom rekla, mogoče, ne vem, par procentov, da je več staršev, ki se poslužujejo tega, ampak velika večina, jaz bom rekla, da vidim to relacijo 80-20. In mogoče ravno zaradi tega se, bom rekla, neke stvari toliko počasneje odvijajo, a ne? Da pol moramo čakati na neko ustavno sodišče, ker če bi bilo več teh, bom rekla, opozoril, mislim, da bi se to dosti prej rešilo, po mojem mnenju. Ja, na vsak način moramo izkoristiti vsako priliko, vsako priložnost, da govorimo o resnici, da samo testiranje zelo, zelo škoduje, da je to kaznivo dejanje. Moramo biti res odločni, ker ljudje ne vedo, da so palčke škodljive. Mislijo, da so neškodljive. Ne vejo in neznanje je boleče. Zaradi neznanja je veliko ljudi poškodovanih, zboli, nesrečnih, jeznih, prestrašenih, ker se ne zavedajo, da se lahko prebudijo, da se lahko zavestijo, da lahko rečejo ne in da se lahko odločijo za zdravje. Ne da bojo ves čas na preži in delali razne diagnoze, a sem že mogoče zbolel, a sem se že od nekoga nalezil, ali je otrok v šoli dobil kakšen dodaten virus. Ljudi je preveč strah in strah je pa tisti faktor, ki odpira vrata za manipulacije, za vse zlo. In če ljudi ne bo strah, če bojo zaupali življenju, če bojo zaupali, da je ljubezen močnejša, da je zdravje močnejše kot pa ta strah, potem jih bo strah res potegnil v bolezni, v težave in bojo prestrašeni pustili, da se otroci testirajo. In ta strah moramo vsi skupaj v Sloveniji izgubiti in zmagati z vero v življenje, v ljubezen, v zdravje. Jaz sem že enkrat rekla, da zdravniki, ki imajo veliko zdravih pacientov, so pravi zdravniki, ki delajo na preventivi, ne na kurativi. In tukaj nas hočejo tudi tiste, ki smo še zdravi, nas hočejo narediti bolane s testi, s strupenimi palčkami, z poseljevanji, strahovanji. In to je tisto, kar je zdaj v družbi zelo, zelo moteče. Ni poudarka na ljubezni, na življenju, na skupnosti, ampak je poudarek na strahu, na bolezni, na samotestiranju. In tukaj je treba vse na glavo obrniti. Nazaj se je treba vrniti v radost, v življenje, odpreti vrata radosti. Je bil primer enega poizkusa, ko so imeli en razred čudovitih otrok, zelo uspešnih, in en razred zelo neuspešnih otrok, in potem so namenoma te otroke kritizirali, jih niso več pohvalili, ki so bili uspešni. In ti otroci so bistveno poslabšali svoj učni uspeh, zdravje se je poslabšalo. Potem je bil pa primer razreda, ker so bili vsi zelo nemirni, slabi rezultati, poln nemira, bolezni, in so namenoma te otroke spodbujali, da so zdravi, da so čudoviti, da so uspešni, in na ta način so dosegli, da so ta razred bil potem najboljši. Ker pomeni ta mobbing, kot smo prej že omenjali, dela veliko, veliko škode, ga je treba absolutno prepovedati in zapovedati učiteljicam, zapovedati otrokom, da ne verjamejo v življenje in ljubezen, in moramo kaznovati vse, kar ni ljubezen. Ne pa tiste, ki se ne testirajo. Hvala ti za to izhodišče, prosti, ker sem ti skočil v besedo, namreč mobbing ne kot tak je razdeljen v 5 različnih področji strokovno in je zdaj tudi v kazenskem zakoniku po novem.
in ima zelo stroge določbe, ampak nekako tako napad na možnost komuniciranja, napad na socialne stike, napad na socialni ugled človeka, napad na kakovost delovne življenjske situacije, nekdo bogat in reven, in pa napadi na zdravje. Kaj obsega teh 5, so še tudi, recimo, da je pod 6 so pač različne druge oblike, ki ne spadajo v nobeno od teh kombinacij ali pa kombinirano skupaj, ampak vendar, glejte, napad na možnost komuniciranja pomeni, da ti ne moreš izražiti svojega mnenja. Zato, ker nimaš informacije, ker ti je onemogočen dostop do kakršnih koli informacij, pa konstantno kritiziranje tvojega osebnega dela, verbalne grožnje in žalitve, človek si ne upa ničesa reči in imam občutek, da ta možnost komuniciranja, napad na to možnost komuniciranja danes, poglejmo samo družbene omrežja, Facebook, Twitter, YouTube, brišejo stvari, ujemljajo možnost komuniciranja, naša osnovna pravica je informiranje med seboj. Hvala Bogu, da tukaj ni filtra, mislim, kolikor si ga pač sam sebi naredi človek, ok, ampak to je tudi to, a ne? Potem imamo napadi na socialne stike, kot so na primer, nenadoma se s prizadetim nihče več noče pogovarjati. Pride človek, ki je prizadet in se nihče več noče pogovarjati. To je huda stvar osamitve, a ne? Tako smo imeli to v bistvu zapiranje. Socialne stike, onemogočeni so nam bili socialni stiki in druge oblike ustvarjanja popolne izolirano okolja. Država nam je tukaj naredila mobbing onemogočanja socialnih stikov. Dalje, napad na socialni ugled. Se pravi, kdor ni imel maske, ni čuval drugega in ni varoval sebe. To je bilo v podtonu, tako so to izgovarjali, groza in strah. A ne? Gre za širjenje govoric, to so govorice, ki se ljudje, to je ogovarjanje za hrbtom. Nekdo, ki je šel brez maske, pa je 10 drugih, glej, s prstom kazalo nam. Človek ima pa pravico se samo odločiti, najdemo tukaj, da je maska neustavna. Imamo možnost se zase potegniti in za tisto, kar dejansko življenje je, ne pa kup enih papirjev pa odlokov. Kdo rabi advokata, zakone in tako, vedno samo laž. Resnici se ni treba ne dokazovati, ne pojasnjevati. Ona samo je in je osnova za normalno življenje. Hvala. Oče? Ja, mislim, da moramo na vsako tako zadevo, ki se nam je zdaj pač producirala, spet pogledati malo z višje višine, bomo rekli, vidimo, kaj je v bistvu namen vsega tega. In biti iznajdljivi, pa dejansko raziskovati. Iskrena hvala za tvoje res kratko, ampak pika na i. Mamica? Ja, biti samo odgovoren za vsako svojo misel, za vsako svojo besedo, za vsako svoje dejanje, res 100% prevzeti svoje življenje v svoje roke in biti 100% zavezan življenju, zdravju, verjeti vase, verjeti, da lahko vedno povsod rečeš ne. Temu se reče ugovor vesti, temu se reče spoznanje, temu se reče ljubezen do sebe in do vseh bližnjih. Če bomo ljubili sebe, tudi drugih ne bomo mogli ne siliti v nobeno stvar, jih bomo lahko spodbujali, lahko jih bomo razsvetljevali in več, ko nas bo posameznikov, ko bomo vedeli, kot je naša babica lepo povedala, resnica je resnica. Ne da se jo ubiti, ne da se jo skriti, ne da so jo pod mizo, sama po sebi je tako močna, da govori in bo govorila, je govorila in zmaguje. In več, ko nas bo upala in imelo tisti pogum, da bomo govorili, kaj je resnica, potem bo resnica res zmagala. Če sem jaz odločna, bežijo vsi stran od mene. Če sem pa v strahu, me pa tisti, ki nimajo strahu, me pa lahko ponižajo, me lahko potolčajo, me lahko na način zmanipulirajo. Zato polagam na srce vsem nam, odločimo se vsi za življenje, za ljubezen in ščitimo svoje otroke s svojim zgledom, da jih imamo radi in da ne dovolimo nobenih posegov, nobenih testov v njihovo telo, ker so vsi ti testi, vsi ti posegi škodljivi in nimajo nobenega pozitivnega učinka. Iskrena hvala. Za zaključek, dragi gostje, najprej iskrena hvala, da ste se odzvali na povabilo. Iskrena hvala za vaše mnenje, za na to težko, izjemno težko temo. Ne? Jaz bi pa zaključil nekako tako, na vse povedano.
Izpisal sem se iz kazenskega zakonika KZ1 NPB4, čistopis, in sicer 2. člen. Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona. Imejte v sebi zavedanje, vsak izmed vas in tudi jaz, da vam nihče ne more brez zakona očitati kaznivega dejanja. Torej, ta odlok je ničen. Ne morete dobiti nobene globe, nobene obravnave, ničesar, dokler, dragi moji, in tukaj ne samo, da je 2. člen, ki pravi, nikomor ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska sankcija za dejanje, ki ga zakon ni določil kaznivo dejanje. Se pravi, odlok je pod uredbo, uredba je pod zakonom, zakon je pod ustavo. Še preden je bilo storjeno, za katero ni bila zakonom predpisana kazen ali druga kazenska sankcija. Torej, z zakonom. Res je, da se odlok sklicuje na ZNB, ampak se sklicuje samo na tista 2 člena, ki odgovarjata trenutni vladi in manipulaciji in zahtevajo pač to, bom rekel, higienični pregled, vendar samo v času razglašene epidemije, ki je razglašena z zakonom, ne pa z odlokom. Pravi, tukaj gre za totalno manipulacijo. Druga stvar, ki bi vam jo pa rad na koncu še povedal in z vami skomuniciral, pa je, kar se tiče odvzema biomaterialov, dragi moji, biomaterial se lahko odvzame samo v primeru in v postopku zakona o kazenskem. 1. člen, ki določa temeljna načela kazenskega postopka za ugotavljanje krivde, pravi, ta zakon določa pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, bodite pozorni, kaj zdaj piše dalje, ki jih določa kazenski zakon in na podlagi zakona. Ne na podlagi odloka, ne na podlagi vsega tega, kar vam pišejo in vas strešijo, pač pa samo, ki ga določa kazenski zakon in na podlagi zakonitega postopka. Zakoniti postopek je pa ta. 149. člen pravi, če si osumljen kaznivega dejanja, če je treba ugotoviti, čigavi so, poslušajte, prstni odtisi ali biološke sledi na posameznih predmetih, sme policija jemati prstne odtise in brise ustne sluznice oseb, za katere je verjetno, da so utegnile priti v stik z njim na podlagi zakona o kazenskem. Torej, če smo mi vsi obsojeni, sumljivi, da imamo virus, za katerega vemo pač, da imamo te toksine, viruse in da jih izločamo in da niso prenosljivi, da niso nalezljivi, pa nas v to prepričujejo, kar je daleč od resnice, naj nam sodno to dokažejo na podlagi uradnega postopka, na podlagi temeljnih načel zakona o kazenskem postopku in če je posameznik naredil kaznivo dejanje zato, da ima virus v sebi, ki ni dokazan, potem se sme takega. Dokler se ti postopki uradno tako ne peljejo v širšem pomenu veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji, pa za to vlado, za ta odlok, za početje učiteljev, ki so temelj družbe, ki bi mogli izobraževati otroke v šoli, otročičke v vrtcu, osnovnošolce, dijake, študente, magistre, doktorje. Dokler bodo doktorji take neumnosti govorili, ki jih jaz poslušam, in dokler bodo magistri podpirali te doktorje, in dokler bodo študenti obogali magistre, in dokler bo ta vlada tako neumno, samo za finančno korist, vodila na podlagi tujih korporacij to zadevo testiranja, s tem, da bodo pacienti kupci in potrošniki, tako dolgo se vam jaz za tej vladi in vsem tem in zdravstvenemu osebju in zdravstvenim ustanovam zahvaljujem za to vrstno početje. Vas pa prosim samo še za zaključni stavek in zaključni. Bomo pa z tega konca začeli. Draga Eveljana, prosim. Ja, jaz, Mihael, sem zelo hvaležna, da si danes vodil ta podcast, ki je za vse nas zelo nujen. Začetek šolskega leta je in če bomo takoj rekli ne, smo veliko naredili. Odločni ne, to je moj nasvet. Ne vsem samo testiranju. Vsem takoj odločni ne. Zakonski ne. Zakonski. Ja, tudi jaz se podružujem tem besedam. Delo bom tako, ko enostavno mi bo srce nalagalo, bom pa pozoren na vse te zadeve, kako jih peljejo, tako da bom znal odreagirati. Hvala lepa. Tako, tudi jaz bom rekla v tem smislu, kot je bilo že slišano, sledila bom svoji intuiciji, pravi sebi,
nekem glasu v glavi, ki nisem jaz, in se ravnala po naravnih zakonih in matematičnih. Hvala lepa. Ja, jaz se v bistvu tudi pridružujem, da bom pač poslušala svoje srce in še nikoli me ni izdalo. Tako da, če poslušaš svoje srce, to je edina resnica, ki služite. Hvala. Torej, hvala vzgojiteljici, babici, očetu, mamici. Tudi sebi sem hvaležen, ker sem po moji oceni izpostavil stvari, sicer ne tako konsistentno, kot bi lahko, pa vendar izpostavil stvari, o katerih se veliko razmišljati. Zato se vam zahvaljujem, ker ste me s svojo prisotnostjo spodbudili in mislim, da sem tudi jaz vam kakšno misel povedal, izrekel. Zato v tem 5. Beli svoj podcastu dne 7. septembra 2020 si želim, da bi tako imenovana ta nova normalnost ne postala taka normalnost, da bi, kot včeraj, ki je prišel en človek meni in si je rekel, da mora si natisniti QR kodu za potovanje, ker kao, da je zdaj to normalno. Ni normalno in tega ne sprejemamo in moramo takoj ukrepati in takoj vse te zadeve kot nezakonite, pa tudi če čez pol leta, tako lepo rekel, traja takoj ukiniti. Lep večer, hvala lepa za vašo prisotnost in se vidimo v naslednjem podcastu. Hvala lepa. Ja.